to, kar smo slišali, da boste predstavili vizijo svoje politike, torej v tem mandatu zdravstvene. Kje vas čaka največ dela v teh 4 letih? V teh 4 letih definitivno čaka največ dela, kako organizirati službo, da bi obdržali sedanji obseg in nivo zdravstvenih storitev v Sloveniji. Omenili ste, da letos se še ni bati krčanja pravic. Je to napoved, da prihodnje leto se obeta tudi to? Poglejte, vlada je izjemno pohitela in mislim, da bomo imeli v letu 2009 prvič v zgodovini slovenskega zdravstva podpisane pogodbe z vsem 1800 izvajalci do prvih dni aprila letošnjega leta. To pomeni, da nam je v tem trenutku poznana usmeritev in poznan obseg sredstev, planiranih sredstev za leto 2009. V ministrstvu bomo naredili vse, da je ta obseg bo nekoliko večji kot v preteklem letu. Kakšna bojo gospodarska gibanja, kakšne bojo posledice recesije v svetu in v Sloveniji v letu 2010, je prezgodaj, da bi to ocenjeval. Mi bomo v letu 2009 za spremembo zakonodaje poskušali storiti vse, da se organiziramo tako, da bi z obstoječimi sredstvi lahko storili več. Morda še govori se o obremenjevanju dohodkov, ki še niso obremenjeni z prispevki za zdravstveno zavarovanje. Se že ve, kateri dohodki so v igri? Ja, to so v prvem osnutku, ki delamo na tem zakonu, smo to zapisali. In sicer ne gre za tiste prejemke, ki bi povečevali stroške dela delodajalcev, ampak gre za tiste prejemke državljanov, ki do zdaj niso od njih plačevali prispevkov za zdravstveno zavarovanje, recimo kot so nagrade, sejnine in druge oblike prispevkov. Predvsem pa bomo v tem zakonu postavili osnovo drugačno za plačevanje prispevkov. Mi imamo v našem sistemu veliko nepoštenosti. Če je prispevek, ki ga nekdo plača, manjši za pokojninsko invalidsko zavarovanje, se mu to pozna v pokojnini. Če je njegov prispevek za zdravstveno zavarovanje manjši na področju zdravstva, kjer imamo solidarnostni sistem in so vse pravice enake za vse, potem je oškodoval vse, ki smo tukaj, nas je oškodoval s svojim nepoštenim plačevanjem. Tega je v slovenskem prostoru veliko, tu bomo trdi in pripravljamo nove predloge in upam, da bom v socialnem svetu, v državnem zboru za pošteno plačilo dobil tudi podporo. Gospod minister, jaz imam samo hitro vprašanje. Kako ste zadovoljni s napovedmi, z varčevalnimi ukrepi, ki ste jih v sredo predstavili, da se stvari odvijajo? Morda zobozdravniki ste presenečeni nad odzivi? V slovenskem zobozdravstvu, če imam ta moment pravi podatek v glavi, namenjamo 116 milijonov evrov za zobozdravstvo. In tudi zobozdravstvo se bo moralo bolje organizirati. Preveč pri vseh predlogih in razmišljanjih in dilemah imam občutek, bi bil vesel, če se motim, da je v ospredju prevelika želja za večji zaslužek in premajhna želja za boljšo storitev zavarovancev. Poglejte, največ teh pripomb prihaja iz različnih sredin, ki niso v javnem sektorju. In tu nas čaka debata, strpnost za najboljše rešitve, da bi bili zavarovanci zadovoljni. Zakaj ste pa zaprli sejo za kamere? Poglejte, kako pa če delati, pa tam se predstavlja, gor torej slajdi dajajo gor, saj smo tle, novinari so vsi noter, seja je odprta, lažje se dela, jaz pol ljudi nisem videl, ker je bilo toliko kamer in bi se vam rad zahvalil za pozornost, da ste nas prišli poslušati. Kaj ćete nas snemati, saj smo že prevečkrat posneti. Jaz imam samo še 2 zelo kratke vprašanji. Primerni ukrep, ali drži, da ste naročili upravni nadzor nad zdravniško zbornico, ali je to dezinformacija? Ne, to je dezinformacija, tega upravnega nadzora nismo naročili, niti te možnosti nimamo. Še eno vprašanje sem, Vespi.si. Mene pa zanima, glede cepljenja HPV virus, če je v tem novem planu zdaj tudi to? Ta tema je še v razpravi, glede na to, da je finančno sorazmerno zahtevna, bom poprosil zdravstveni svet, da poda tukaj neko prioriteto,
ali je v tem trenutku ta program najbolj nujen in potreben, o njem pa resno razmišljamo. Za konkreten odgovor je v tem trenutku še prezgodaj. Ste pa seznanjeni z izsledki raziskave, ki je bila opravljena? Da. Okay, hvala. Prosim. Mene sem še zanima v luči te finančne krize, pravite, da v zdravstveni blagajni se še ne pozna toliko, pa vendarle bo na voljo dovolj denarja za nadaljnje skrajševanje čakalnih dob ali bo treba tukaj malo počakati? Tu je poseben pristop. Jaz sem to v mojih obiskih in razgovorih v mariborski bolnici, v celjski bolnici se v tem resno pogovarjal. Joj, popravni izpit moj, tle so ljudje zelo občutljivi v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru, sem se o tem pogovarjal sem se v celjski bolnišnici, tu delamo na teh programih, predvsem bom pa prosil stroko, da postavi kriterije, kdaj se posamezni zavarovanec v primeru posamezne bolezni lahko uvrsti na čakalno listo. Tu so stvari nedorečene še. Hvala. Hvala.